Kadar smo lačni, gremo jest. Ampak zakaj sploh smo lačni in kdaj smo siti, a se da to zmer? Seveda, s hormoni. Najpomembnejša dva v tem videu. Že dobrodošli nazaj na kanalu Moj laboratorij. Midva sva Bija in Aleš, sva ti zdravstvena delavca in na tem kanalu veliko govoriva o ščitnici, alergijah, hormonih in pa tudi o hrani in o tem, kako hrana vpliva na naše zdravje. Če vas zanima taka vsebina, se naročite na kanal. No, mi se kar nekaj časa res že nismo videli. V zadnjem času je imela ekipa laboratorija res veliko dela, pravzaprav ga ima vsak dan več, tako da včasih za tele luštne stvari pač majčkeno zmanjka časa. Bi se pa rada tukaj vsem zahvalila, ker ste nas ves ta čas spodbujali, pisali, spraševali, kdaj bodo novi videi. Hvala, res, zaradi vas v bistvu ustvarjava tako vsebino. Ampak evo, sva nazaj. Če pa bi radi, da v kakšni posebni temi mogoče spregovoriva tudi majhen bolj strokovno, nama pa zapište to spodaj v komentarje. Midva kljub vsej najni izobrazbi na tem kanalu največ ogledov dobiva ravno na videoposnetkih povezanih s hrano. No, ampak pri hrani vedno velja, kar je za nekoga dobro, je lahko za drugega strup. Midva pa v bistvu ugotavljava, da je čisto enako tudi pri teh videih. Včasih je namreč mogoče malo težko povedati bistvo ali pa povedati nekaj na tak način, da bo vsem všeč. Zato tu pa tam dobiva tudi kakšen komentar, da se malo fnava, da sva premalo strokovna, da se greva kar ene diete in da sva pristranska. In zato sva razmišljala, a se da na hrano gledati tako nepristransko in strokovno iz laboratorija. O leptinu in grelinu govori in piše res veliko strokovnjakov, ampak midva ima pa to možnost, da stvar preverva tudi v laboratoriju. Saj veste, ne bi bila midva, če ne bi spet malo dajala krvi. Samo je grelin je zdaj že kar visok. Meni tudi na glas že kurul. No pa dajva poskušati zdaj v laboratoriju majčko bolj nepristransko pogledati, kaj se zgodi v telesu, ko smo lačni in pa kaj se dogaja, ko smo siti. In a lahko mogoče tukaj iščemo razloge za debelost ali pa da se ne moramo zrediti. Kako? S hormoni. V okviru ene klinične študije, v kateri smo v laboratoriju preverjali več markerjev pri profesionalnih športnikih, sta dva, ki nas še posebej zanimata. In to sta dva hormona, leptin in pa grelin. Zdaj, leptin vam pove, da ste siti in imate dovolj hrane, grelin pa vam pove, da ste lačni in da je treba iti jesti. Greš za 3? A spet takaj? Ja. Prav, da si lačen ful drugačen. No, seveda pa ne bila midva, če se ne bi vsem tudi malo afnala in šla delovanje teh hormonov preverjati tudi v praksi. Z ekipo smo si prvošali eno tako malo daljšo večerjo, pošpikali smo se prej, pa potem pol ure po obroku in pa 2 ure potem, ko smo še kar naprej jedli. Kako sem pa jaz vesela, da se punce toliko kremžijo, ko Aleš pride. No, zanimalo pa nas je, kako sta se med tem obnašala te dva hormona. Je bil pa ta video kar nekaj časa v nastajanju, kar boste tudi videli po posnetkih z naše večerje, od katere je minilo že 1 leto. Meni smo bila mlajša takrat, ne? No, pa začnimo kar z leptinom. Gre za hormon, ki je povezan z sitostjo. Ko naraste, da celicen znak, da je konec prehranjevanja, zato ker smo pojedli dovolj. Leptin se meri iz krvi, določamo pa ga predvsem v povezavi z debelostjo in pa seveda pomanjkanje leptina. No, zanimive so predvsem študije na ameriških predebelih otrocih, kjer so ugotovili, da imajo nekateri pomanjkanje leptina v krvnem obtoku in zato njihovo telo sploh ne dobi znaka, da so siti, posledično ne nehajo jesti. Leptin namreč nastaja v maščobnih celicah, pa tudi v placenci pri noseči ženski. Po krvi se prenaša do hipotalamasa v možganih, ki na ta način dobijo signal, da smo siti. Ob pričetku hranjenja se izloči zelo malo leptina, nato pa se ta izločanje poveča, zaradi česar nas tudi mine lakota in prenehamo s hranjenjem. V povezavi z leptinom imamo lahko 2 stanji. Prvo je pomanjkanje leptina, ki povzroči stalno lakoto, proti čemer se naše telo poskuša obraniti tako, da nas prisili v hranjenje. Se pravi, konstantno dobivamo impuls, da smo lačni in da moramo jesti.
To pomanjkanje leptina je sicer redko, običajno se tudi pokaže že v otroštvu, ko vidite otroke, ki imajo kar naprej nekaj v ustih, pa vseeno kar naprej jamrajo, da so lačni. No, nadomeščanje tega leptina je v nekaterih primerih lahko tudi odpravilo debelost, ampak je žal to zdravljenje redko uspešno. Potem imamo pa drug primer in pri tem je debelost povezana z presežki leptina. In to nastane v bistvu zaradi tega, ker je leptina preveč in postanemo nanj intolerantni. Stanje je v bistvu zelo podobno, kot pri diabetesu in se razvije postopoma. Tudi tam, v bistvu, se pravi pri diabetesu, telo postane čez čas odporno na inzulin, oziroma z drugimi besedami zahteva vedno več inzulina za isti učinek, se pravi tudi pri leptinu je enako, zahtevamo vedno več leptina za isti učinek. Se pravi, pri tistih s prekomerno telesno težo lahko telo zahteva vedno več leptina za isti občutek sitosti in ker ga naši možgani ne dobijo, jemo dalje. Na ene ženske, ki grejo na večerjo, se lepo štimajo, vzamejo lepo torbico. Kaj pa jaz? Jaz vzamem tole. In evo, naši rezultati. Kot vidite, leptin po pričetku hranjenja prične naraščati. Po prvem merjenju, ko smo bili že siti, smo bili v bistvu siti zaradi leptina, ki je pri vseh narastel. No, s tem smo tudi ugotovili, da ni z nami čisto nič narobe in da nam je telo dalo prave znake, da je treba nehati jesti. Ok, kaj si torej splača zapomniti v povezavi z leptinom? Prvič, stalno zvišan leptin najdemo pri ljudeh s povečano telesno težo, pomanjkanje leptina je pa v bistvu zelo redko. Drugič, tako kot drugi hormoni ima tudi leptin značilno gibanje skozi dan. Po noči je višji, čez dan pa nižji. Tretjič, ženske imajo višje vrednosti kot moški, med nosečnostjo te vrednosti še narastajo in če narastajo preveč, se med nosečnostjo pojavi gestacijski diabetes in nosečnica se v bistvu tudi preveč zaredi, poveča se pa tudi tveganje za prezgodnji porod. Četrtič, na leptin žal s spremembo življenjskega sloga ne moremo vplivati, bo pa ta padel, če shujšamo in pa naraščal, če se dalje redimo. In bolj, kot se bomo redili, večja je tudi možnost, da bomo postali na učinke leptina intolerantni. Ok, hormon leptin nam torej pove, da je treba nehati jesti. Kaj nam pa pove, da smo lačni? Spet hormon. Grelin oziroma lenomorelin je prav tako hormon, ki pa za razliko od leptina nastaja v enterocelicah gastrointestinalnega trakta. Imenujemo ga tudi hormon lakote, zaradi tega, ker povzroči napad lakote in pa povečano ugodje ob prehranjevanju. No, najvišje vrednosti grelina izmerimo praviloma pred hranjenjem, pri čemer pa moramo biti tudi lačni. In ker sem zdajle res lačna, bo po vsej verjetnosti moj grelin visok. Grelin nas pripravi na hranjenje tudi s tem, da se poveča proizvodnja kisline v želodcu, razširi se pa tudi požiralnik. Grelin ima tudi vpliv na naš apetit prek češerike in pa hipotalamusa. Hormon pa ima vpliv tudi na predele možganov za nagrajevanje, učenje, spomin in pa okušanje. Zdaj, ko se grelin sprošča, ima torej to blagodejen vpliv na naše možgane, zaradi česar si to možgani zapomnijo in v bistvu v hranjenju uživamo. Grelin sodeluje tudi v kompleksnem procesu homeostaze energije, pri čemer vpliva na vnos energije. Se pravi, koliko hrane ne bi pojedli, kolikor pa tudi na uporabo te hrane, oziroma na hrano gledamo kolikor energijo, pri čemer grelin usmerja, a ne gre ta hrana v proizvodnjo ATP-ja za energijo, ali v toploto, ali pa kot rezervno energijo v obliki glikogena. Ok, tako je zdaj povedal naš biokemik, zdaj bom pa jaz povedala po domače. Skratka, grelin določa, a bomo ta obrok, ki smo ga glihkar pojedli, porabili za to, da ubežimo levu, ali ga bomo dali v zaloge špehca, ali bomo pa sam zašvicali. Stvar je seveda poenostavljena, zato ker je tudi grelin pod stalnim nadzorom, povezave med možgani pa črevesjem so pa zelo številne. Ampak neto enačba res kaže na to, kje se bo pojedena hrana porabila. No, zanimivo je pa tudi, da so receptorji za grelin na nevronih, kar kaže tudi na ta način nagrajevanja potem, ko smo nekaj pojedli. To je torej tisti občutek sitosti po polnem obroku. No, zanimivo so te isti receptorji občutljivi tudi na etanol in nam dajo tisti high in občutek ugodja ob konzumiranju alkohola.
Največ receptorjev za grelin je pa sicer v vagus živcu, tam pa se tvorita tudi hormona oksitocin in serotonin, to sta še dva hormona sreče. Se pravi, dobra hrana, dobra pijačka, pa smo srečni. Kaj si pa splača zapomniti o grelinu? Se pravi prvič, vrednosti grelina so v krvi najviše pred obrokom in pa najniže po obroku, kar je seveda logično, zaradi tega, ker na grelin pove, da je treba iti jesti. Drugič, ko so ljudem dodajali grelin, je bilo to povezano tudi s povečanim vnosom hrane, ampak le do neke mere. Grelin namreč sproži apetit, ni pa kriv za to, koliko časa bomo jedli. Zato imamo drug hormon, sva prej povedala. Tretjič, pri živalih grelin sproži slinjenje, vohanje hrane in pa kopičenje hrane. In to delajo na primer medvedji, pa vevrce zdaj pred, da grejo na zimsko spanje. Četrtič, ni nujno, da bodo tisti, ki imajo dolgotrajno povišan grelin, tudi debeli. Nekateri ljudje so namreč neto porabniki energije in potrebujejo res velik vnos hrane. Pomislite na primer na volčjo lakoto, ampak te ljudje imajo tako hiter metabolizem, da se to ne shranjuje v obliki maščob, ampak se ta energija dejansko porabi. In še zadnjič, grelin lahko pomerimo v krvi, bo pa bolj padel po obroku, če bomo jedli ogljikove hidrate, kakor pa maščobe, zaradi tega, ker se te dalj časa presnavljajo. Recimo primer. Grelin v krvi se dvigne, ker smo lačni, naredimo si en lep krožnik špagetkov, ki jih začnemo jesti, grelin v krvi pade, smo siti, začne naraščati leptin. Ampak, kaj pa, če si namesto enega krožnika špagetkov naredimo recimo ribco, lososa? Spet smo na začetku, smo lačni, grelin v krvi naraste, pred sabo na krožniku imamo en lep kos lososa, začnemo jesti, ampak grelin ne začne tako hitro padati, kakor pri ogljikovih hidratih, ker se maščobe dlje časa presnavljajo. In kaj smo mi zdaj v bistvu ugotovili na tej naši požrtiji? Podobno kot pri leptinu, tudi z vidika grelina z nami ni čisto nič narobe. Ta je pri vseh padel namreč v skladu s pričakovanji. Ker smo imeli to možnost, smo preverjali tudi ostale parametre, in sicer krvno sliko, holesterol in pa glukozo. Pri vseh so vrednosti dosti normalne, kakor vidite na sliki, krvna slika se ne spreminja, ok, malenkost tu pa tam se spremeni hemoglobin, ampak to je v bistvu zaradi količine pijače, ki smo jo zaužili. Ja, no te je bilo kar precej. Glukoza se spreminja pričakovano, takoj po obroku bo narasla, nato pa praviloma pade zaradi tega, ker trebušna slinavka začne izločati inzulin. Holesteroli se pa tudi minimalno spreminjajo, zato ker smo zdravi. In ravno ker smo zdravi, nismo v bistvu odkrili nič pretresljivega. Jemo zato, ker smo lačni, kar nam telo pove preko teh zapletenih procesov. No in ravno te zapletene hormonske procese velikokrat prehranski strokovnjaki majčkeno izkoriščajo in dajejo svojim klientom vedeti, da so za njihovo debelost krivi hormoni. Res je, včasih vsake toliko pride do miskomunikacije, pa morda nekateri izmed vas ne morete nehati jesti. Pri tem, kdaj smo lačni in siti, res pomagata hormona leptin in grelin. Ampak vseeno se je pa treba majčkeno pogledati tudi v ogledalo in zamisliti nad svojimi vsakodnevnimi izbirami hrane in pa življenjskega sloga, ker niso vedno za debelost krivi hormoni. Če ste zvedeli kaj novega in bil ta video všeč nama, kot vedno, stisnite like, naročite se na kanal, če se še niste. Midva se zdaj vračava nazaj v laboratorij. Se vidimo naslednjič. Vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau! Prinesla na večerjo s sabo, prosim. Ne, da se hvala.